Neskončno lep pozno pomladni dan se obeta danes. Živahen za vso družino, stran od utečene vsakdanjosti, v nidarih naravne in kulturne dediščine, v osrčju Karavank, v okrilju mogočnega stola, v rekreacijskem parku Završnica. In ja, čisto mogoče je, da tega parka ne bi bilo, če ne bi nekdo pred več kot stoletjem razmišljal o tem, kako izkoristiti več tisočletni tok ravno prav umirjenega in spet igrivega potoka Završnica, in to s plemenitim načrtom. Njegovo življenjsko iskrivo spremeniti v zeleno energijo in modro sožitje. Ali kot je na začetku prejšnjega stoletja dejal deželni odbornik, vidnejši predstavnik Slovenske ljudske stranke, ki je svoj duhovniški poklic uresničeval tudi kot zavzet gospodarstvenik, obrtniku in poljedelcu dati luč in gonilno silo za stroje. To bodi skrb dežele in občin. Že sicer je bil zaslužen tudi za preoblikovanje zakonodaje, ki je olajšala gradnjo elektrarn. Naglašal je, da ohranimo domače vodne sile v domačih rokah. Na začetku prejšnjega stoletja, 1908. leta, se je torej porodila ideja o javni elektrifikaciji. Kranjski deželni zbor je v ta namen dal izdelati moderen in obsežen elektrifikacijski načrt. Za voljo različnih vzrokov pa se je sprva uresničila le elektrarna na Završnici. O tem, kdo je dr. Lampetu prišepnil prav potok Završnica, obstoji vsaj dve razlagi. Po razlagi časnika političnega katolicizma Slovenec je bil to inženir Dušan Sernec, elektrotehnik in politik. Spet drugače usmerjen politični časnik Triglav pa vrsto let kasneje omenja gorenjskega narodnjaka Ivana Čopa. Kakorkoli, po dobrem letu dni snovanja je politični in gospodarski list Gorenjec večkrat poročal o tem, da 10 občin radovljiškega okraja zastopa stališče, da se elektrarna ob Završnici v vrednosti dobrih 700 000 kron gradi kakor delniško podjetje občin radovljiškega okraja. Pa tudi o tem, da ima deželni odbor veliko večje načrte. Ob Završnici graditi velikansko električno podjetje, ki bo baje veljalo okrog 3 milijone kron. Ali je ta ideja samo reklama, ali resna misel, pokaže bodočnost. Povabilu na sestanek zastopnikov 10 občin radovljiškega okraja sta se odzvala deželni odbornik dr. Eugen Lampe in deželni stavbni nadsvetnik Anton Klinar. Slednji je podal tehnično poročilo, v katerem je med drugim ocenil, da bo čisti letni donos približno 19 000 kron in še, da občine dobijo tudi brezplačno javno razsvetljavo. Dotaknil se je mnenje različnih strokovnjakov o ugodnosti podjetja, med drugim tudi mnenje posestnika projekta Jakoba Tobla. Ta je izjavil, da bi električna centrala z lahkoto dosegla do 1000 konjskih sil, za kar bi bilo potrebno 1200 sekundnih litrov vode. Nasprotno mnenje pa je zastopalo v poročilu Kranjska industrijska družba. Da je to poročilo očividno enostransko in nalašč tako zavito, je takoj opomnil nadsvetnik Klinar. Za načrtovano napravo, ki so jo označili za vzor električnih naprav, so bile občine pripravljene vzeti posojilo. Hkrati pa so izrazile upanje, da podjetje prvo tovrstno oživi v najkrajšem času. Če ne naleti na odpor onih činiteljev, ki bodo slednjič dali celemu podjetju svoje potrdilo. In so naletele na odpor. Pa vendarle, po letu dni v Gorenjcu piše o tem, da Gorenjska vendarle dobi električno centralo in to vendarle ob Završnici in to menda deželno. Vzroka vsaj dva. Urejena vsa posestvena in odškodninska vprašanja, vsaj na papirju, in višina naložbe. Završniška elektrarna je bila po projektu 5-krat cenejša kot ona na Savi, čeprav je res, da bi bila moč slednje 7-krat večja. Dozdeva pa se nam, da bo še precej Save odteklo mimo Radovljice, predno se uresniči ta projekt. In po letu dni v članku z naslovom Bankrot v Završnici navajajo dva vzroka, zakaj je deželno električno centralo odnesla Sava. Kot glavnega navajajo prazne deželne blagajne in kot drugo ugotavljajo,
da so se podjetja poprijeli ljudje, ki imajo o električnih podjetjih toliko razuma, kolikor slepci o barvah. Neka vplivna oseba pa jim je celo namignila. Da bode tisto posojilo, 10 milijonov, komaj zadostovalo, da se zamaše največje luknje razdrapane klerikalne banke in da se ustanovi zopet nekaj korit za najnovejše vskoke. Kakorkoli, 5. julija 1911. leta se je deželni odbor vendarle odločil nakupiti vse vodne pravice na Završnici. Vložil je prošnjo za koncesijo in za izgradnjo elektrarne, ki naj bi sprva oskrbovala 10 občin v Radovljiškem okraju. Vodopravno dovoljenje so skupaj z upravo državnih železnic pridobili šele oktobra 1913. leta in še takrat brez pritožb ni šlo. Gradilo pa se vseeno. S prvimi gradbenimi deli je renomirano gradbeno podjetje Redlich & Berger začelo v avgustu 1911. leta. Najprej z izgradnjo 758 metrov dolgega predora nad mostami, ki bo vodil Završnico na vrh visokega skalnega roba, odkoder bo voda po ceveh padala globoko na turbine. Težaška dela so opravili predvsem domačini, med strokovnjaki pa je bilo tudi nekaj Italijanov, ki so se tukaj tudi poročili. Zadnjo nedeljo je padla v zadnja stena ob navzočnosti zastopnikov deželnega odbora. Na zasedanju Kranjskega deželnega zbora je poslanec Janez Piber spregovoril o tem, kako previden in daljnogledan je bil deželni zbor, da je tako važno gospodarsko strujo pravočasno vzel v svoje roke. Predno bi sebični špekulanti, največji zaklad Kranjske dežele, to je njene vodne sile, vzeli v svoje roke in v sebične namene izrabili. In še, da bo razsvetljava z elektriko za polovico cenejša kakor sedanja petrolejka. In predvsem, koliko časa le bodo prihranili kmetje in obrtniki. Z načrti in ogledom že postorjenega se je poleti 1913. leta seznanil na licu mesta tudi železniški minister baron Forster, saj je zaradi možnega dograjevanja te naprave in možne akumulacije ravno Završnica jako sposobna za električno frakcijo železnic. Če delo tako napreduje, je upati, da bo deželna elektrarna v Žirovnici že letos gotova. In s tem bo storjen velik korak za napredek naše občine. Nasprotno pa je vodilno liberalno glasilo Slovenski narod sredi leta objavilo drugačne poglede na gradnjo deželne elektrarne na Završnici in objavilo pisanje posestnika Toma Pavšarja, lastnika vodopravnih koncesij na Savi, ki dr. Lampetu očita: 1 milijon kron potrošenega deželnega denarja in pa v začetku tega meseca od poljedelskega ministrstva telegrafično ustavljeno delo gradbe njegovega projekta na Završnici. Tudi v Kranjskem deželnem zboru so se kresala mnenja o tem, kako potekajo dela, kako donosna bo naprava, in v časniku je bilo brati, da kljub velikim električnim silam vlada v zbornici strah pred lučjo. Poslanec dr. Karl Triller je predlagal, naj napravo pregledajo neprizadeti strokovnjaki. Mnenje enega od njih je tudi citiral: Da pomeni izvršiti električne naprave ob Završnici brez onih na Savi, kakor podkovati konja na ušesih. Vse pisanje pa se da slutiti tudi v luči prihajajočih volitev v Kranjski deželni zbor. Slovenec namreč poroča le o tem, da je deželni odbor sklenil, da dovodno cev napravi železar na Vitkovice na Moravskem, 2 turbini po 1500 konjskih sil Tvrtka Tonje in Žabkar iz Ljubljane in da potrebne stroje dobavi akcijska družba Union, ki bo opravila tudi vsa inštalacijska dela, in še, da se bo uprava električne centrale vodila popolnoma ločeno od deželne uprave. Deželni odbor je najel posojilo v višini 2 milijonov kron in 8. novembra 1913. leta ustanovil samostojno gospodarsko podjetje Kranjske deželne elektrarne pod vodstvom Dušana Serneca, ki je že prej ugotavljal, da se skriva rentabilnost elektrarne v ceniku, ki se mora prilagoditi ne le potrebam, ampak tudi zahtevam prebivalstva. Elektrika ni več luksus samo za bolje situirane ljudi.
ampak za najširše sloje. Prav posebej so obrekovalci gradnje na svoj račun prišli v zimi 1913-1914, ko je bilo vode v završnici res premalo. V začetku leta 1914, po volitvah, pa časnik Sava celo ugotavlja, da bodo dela na deželni električni centrali baje počivala. Tokrat zato, ker je povsod suša v kasah. Predno pa bodo nove volitve, utegnejo že malo bolj brskati po svojih z deželnim denarjem kupljenih podjetjih. 10. marca 1914. leta je okrajno glavarstvo Radovljica izdalo dovoljenje za gradnjo električnih daljnovodov iz elektrarne v smeri Jesenice, Bled in Brezje. Sredi leta na Bledu že stoje drogovi, izdelujejo se transformatorske hišice, postavljeni so drogovi za daljnovod do Brezja, ležice se bodo napenjale kasneje, da se ne dela škoda po polju. Čim bolj zgradba deželne elektrarne napreduje, bolj raste zanimanje zanjo. Oglašajo se obrtniki in tudi kmetje žele že letos mlatiti z elektriko. Sredi 1914. leta se je o zglednosti deželne elektrarne prepričalo tudi 80 tehnikov z Dunaja pod vodstvom višjega stavbnega svetnika Halterja, ki je dejal, da so se v 4-urnem ogledu lahko prepričali, da je ta naprava ne le v gospodarskem in komercialnem, ampak tudi v tehničnem oziru naravnost zgledna. Decembra 1914. leta je začel poskusno obratovati prvi agregat, ki je v začetku dajal tok za razsvetljavo gradbišča in za pogon črpalk na jezu. 25. februarja 1915. leta pa je prvič stekla električna energija v 50 km daljnovodov preko 35 transformatorskih postaj. Elektrarna na završnici je začela delovati. Za naše gospodarstvo zelo važna novica je to. Ali kot je v Slovencu zapisal dr. Eugen Lampe, je nastala vojska dela sicer zakasnila. Angleške bojne ladje so res da zasegle baker na morju. Tehniki so se borili s prirodnimi silami. Ustaviti pa jih niso mogle niti papirnate težkoče, ki so jih delali ljudje neblage volje. Turbine se vrte, stroji delujejo in luč je zasvetila. Slovenec poroča še, da je v celotnem okraju priklopljenih že okoli 3000 luči. Z Bleda prihajajo novice, da je venec luči okoli celega jezera in da je to naravnost čarobno. In iz Radovljice pišejo, da so sedaj kar velemestni in da silno močne in svetle luči po glavnem trgu razširjajo tako svetlobo, da lahko časnike bereš. Drugi agregat je začel obratovati šele sredi avgusta 1915. leta, ker jim je pri transportu zdrknil rotor generatorja po bregu 70 metrov globoko. Povpraševanje po toku je bilo jako veliko, zaradi pomankanja bakra pa je morala napeljava na Jesenice še počakati. 25. avgusta 1915. leta pa so bile kranjske deželne elektrarne postavljene na trgovsko podlago in vpisane kot javno podjetje za proizvodnjo, prenos in razdeljevanje električne energije ter gradnjo električnega omrežja. Zgoraj pred vhodom v rov, skozi katerega je napeljana završnica v 16 metrov visok železobetonski vodni vzdrževalnik, je nastalo majhno jezero, 70 000 kubičnih metrov vode. Ta nabiralnik naj bi služil za dnevno regulacijo vode glede na potrebe. Kot poroča Slovenec, je bil že prvi zajezilni poskus jako interesanten. Voda se je nabirala od 6. ure zjutraj do 6. ure zvečer. Nastalo je krasno jezero, kakih 200 metrov dolgo in do 100 metrov široko, zrcalne vodne gladine in temno modre barve. Prav ta načrtovani nabiralnik za vodo pa je bil med drugim vzrok za skorajšnjo večkratno ustavitev elektrarne. Med drugim je tudi tvrdka Lajkam Jožefštal podala ugovor na podeljeno koncesijo, ker menda deželne elektrarne škodujejo njenemu obratu družbenih vodnih naprav v Medvodah. Zadnjo besedo je kasneje sicer izreklo avstrijsko vojno ministrstvo, ki je zahtevalo,
da elektrarna obratuje in daje tok tovarni elektrod na Blejski Dobravi. Te so bile za armado na frontah jako pomembne. Moči je dovolj, zato je upati, da postane ta naprava pravi blagoslov za Gorenjsko. Delavski list Novi čas je 6 let kasneje v luči novih političnih razmer zapisal, da je milijonsko premoženje slovenskega ljudstva pristalo v žrelu belgrajskega demokratičnega centralizma. Da so večmilijonsko premoženje bivše kranjske dežele prodali za skledo leče in da je likvidacijska komisija skoraj 10 milijonov kron vredno imetje deželne elektrarne na Završnici ocenila le: Čujte, čujte, čujte! Na celih 180 824 kron 39 vin. Kot so poročali predstavniki pokrajinske uprave, je bila bilanca na dan 1. julij 1920. leta sledeča. Vrednost centrale naj bi bila dobrih 5 milijonov kron, dolga pa le za nekaj tisočakov manj. Pa še, da je bilo v prvih 4 letih po 100 do 200 tisoč kron izgube. Inženir Zupančič je podal svojo oceno, da je bila Završnica sicer natančno preračunana in vestno izpeljana, le da še ni izrabila vsega vodnega potenciala in da se je potrebno že sedaj ozirati, kako povišati njeno dela zmožnost. Završnica je v sedanjem stanju prezgodaj rojeno dete. Da gre zgolj za zavajanje vlade, je bila ocena zastopnikov občin Radovljiškega okraja na shodu konec 1921. leta ob sprejemanju odločitve, da prevzamejo elektrarno pod svoje okrilje, da vlada namenoma slika tako stanje v Završnici in da jo hoče spraviti v roke banki, pri kateri bi izvestni visoki gospodje naredili ogromne profite. Če hoče kdo delati profite, naj si poišče drugi objekt, ne pa imovino cele države. Vseučiteljiški profesor dr. Milan Vidmar je o elektrifikacijskih problemih več let kasneje spregovoril v trgovskem društvu Merkur in poudaril, kako električna energija ne more in ne sme biti več objekt trgovskih špekulacij in koristolovstva. Oblast ima dolžnost in pravico kontrolirati cene električne energije. In še, kako civiliziran človek ne more več živeti brez električne luči, brez električnega likalnika, kuhalnika in električnega motorja. Skratka, da je v zadnjih 2 desetletjih v civiliziranem svetu električna energija postala življenjska potrebščina. Kakor hrana, kurivo, luč in obleka. Kako malo časa je poteklo od tistih prvih odzivov kmetov, ko jim je Dunajska splošna električna družba po dograditvi elektrarne na Završnici ponujala zastonj prvi elektromotor. Najboljša žarnica je petrolej, najboljši motor pa vol. Ne, elektrike pa ne, bo strela udarila. Tudi zastonj je ne maramo. Sprva je hidroelektrarna Završnica proizvajala 400 tisoč kWh na leto. Svoj proizvodni vrh pa je dosegla 1937. leta, ko je proizvedla 5 milijonov 746 tisoč kWh. Leto kasneje so v Žirovnici zgradili transformatorsko postajo in daljnovod za napetost 20 tisoč voltov. Skratka, ko je dobila povezavo z velenjsko, trboveljsko in ljubljansko elektrarno, je do popolnosti zaživela. In tudi Gorenjci niso bili več v popolnosti odvisni od včasih resda muhastega pritoka Završnica. Obdobje okupacije med 2. svetovno vojno je preživela za bodečo žico in med bunkerji. Z električno energijo je oskrbovala prebivalce Zgornje Gorenjske v vseh burnih obdobjih. Do 1945. leta pod okriljem kranjskih deželnih elektrarn, nato so z njo upravljale Državne elektrarne Slovenije, od 1965. leta dalje pa Savske elektrarne. Ob vseh okroglih obletnicah so časopisi radi obnovili njeno pestro zgodovino. Predvsem besede njenih zagovornikov, ki so se hudovali nad njenimi nasprotniki. Ti so ji kradli čast, češ da je nestanovitna in zanikrna. S
40.000 volti napetosti bo prišla v Ljubljano. Kdor se ji ne bo spoštljivo približal, se bo kakor zadet od strele zvrnil po tleh. O počasnem iztekanju njene življenjske dobe in ob vse večjih potrebah po proizvodnji električne energije jo je leta 1978 nadomestil nov 4. agregat sosednje hidroelektrarne Moste, s katero sta sestavljali od leta 1952 enoten energetski sistem. Hidroelektrarna Moste je dajala 60 milijonov, završnica pa le 5 milijonov kWh na leto. Malo, vendar zanesljivo. In to ravno takrat, ko je energije primanjkovalo. Ali kot je zapisal publicist Drago Papler, 25. februar 1915 in 25. avgust 1915 imata tolikšen pomen, da bi bila primerna kot zaznamovanje dneva slovenskega elektroenergetskega sistema. Izračunal je še, da je hidroelektrarna Završnica v 90 letih delovanja proizvedla 380 milijonov kWh električne energije, kar pomeni prihranek 454.280 ton premoga, s čimer bi lahko napolnili 22.714 vagonov dolžine 15 metrov in nosilnosti 20 ton oziroma 340 km dolgo vlakovno kompozicijo. Tisto, kar posebej šteje, pa je zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za 321.781 ton. In to vse do 14. januarja 2005. leta, ko je v omrežje oddala zadnje kilovate in je padla odločitev, da hidroelektrarna Završnica, simbol gospodarskega razvoja in energetske neodvisnosti Slovenije, postane svojevrstni kulturni in tehnični spomenik zeleni energiji. V savskih elektrarnah smo trdno odločeni, da tehniško zapuščino v hidroelektrarni Završnica kakovostno ohranimo poznejšim rodovom. In da jo preuredijo tako, da bodo obiskovalcem na najbolj neposreden način približali zapleteno proizvodnjo električne energije iz obnovljivega vira, iz vode. Vodni zbiralnik, vodostan hidroelektrarne Završnica s historicistično oblikovano fasado iz 1914. leta je vpisan v centralni register dediščine pod evidenčno številko 18108. Pod evidenčno številko 471 pa je vpisana akumulacijska, derivacijska, dvoagregatna hidroelektrarna Završnica, zidana in oblikovana po Jugend stilu. Turbini sistema Peltron sta imeli po 1700 konjskih moči, pretok kubični meter na sekundo, izkoriščali pa sta 150-metrski padec. Skupaj s pripadajočima regulatorjema ju je izdelala ljubljanska strojna tovarna Tonje, predhodnica kasnejšega Litostroja. Turbini sta poganjali generatorja z močjo 1250 kV amperov, ki jo je priskrbela Splošna električna družba z Dunaja. Ta je priskrbela tudi ostalo električno opremo za elektrarno in za prve podeželske transformatorske postaje. Manjše suhe transformatorje, ki jih je konstruiral priznani strokovnjak dr. Milan Vidmar, pa so izdelali tudi v tvrtki Žabkar v Ljubljani. V vseh teh letih delovanja so obnovili le navitje obeh generatorjev in jo preuredili na daljinsko upravljanje. Na karti tematskih pohodnih poti na poti kulturne dediščine Žirovnice je Tehnični muzej Završnica označen pod številko 11. Ali kot je na slovesnosti o prerezu traku, ki je pomenil nov list v zgodovini Završnice, dejal takratni minister za okolje in prostor, češ da hidroelektrarna Završnica z izjemno lepo urejenim akumulacijskim jezerom in s plodno preteklostjo pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov dokazuje, da lahko proizvodnja elektrike in varstvo okolja delujeta sinergično v prid človeka in narave. Neskončno lep dan je bil danes. Preživeli smo ga v potoku Završnica, 8 km dolgi strugi po slikoviti dolini Zavrh, od 2 izvirov na zelenici pod Stolom do izliva v Savo. Dober 1,5 km pred izlivom je Človeška roka,
včasih tudi nepredvidljivi potok, zajezila in umirila v slabe 3 hektarje velikem Završniškem jezeru. V njem so svoj dom dobile potočne postrvi, šarenke in lipani. Dan smo preživeli ob potoku Završnica in njegovi večstoletni simbiozi s človekom. Kupoprodajna pogodba, pisana na pergamentu iz davnega 1539. leta, kaže na to, da je človek njegovo moč izkoristil za vlečno kladivce. Že na pragu prejšnjega stoletja pa je Završnica pomagala 6 žagam, 3 mlinom, parketarni, kovačiji in še predilnici. Dan smo preživeli ob potoku Završnica, kjer si ob stoletnici hidroelektrarne Završnica roki podajata naravna in kulturna dediščina, šport, turizem in kultura, vse generacije. Ali kot je zapisal lokalni časopis ob odprtju rekreacijskega parka Završnica: Dolina Završnice dobiva čudovito celotno podobo.